Spoštovani dragi gledalci, predstavljam vam povzetek učenja zadnjih papežev, ki prikaže usmiljeno podobo o Bogu. In tako tudi pastoralno delovanje cerkve, ki naj bo usmiljeno. Cerkev sedaj z usmiljeno odprtostjo vabi vernike in vse, ki iščejo odrešenje, da bi sprejeli Božje usmiljene in tako poglobili občestvo z Bogom in cerkvijo. Predavanje nosi naslov Kontinuiteta učenja zadnjih papežev o Božjem usmiljenju in podnaslov Katehumenska pot človeka v polno integracijo v cerkev in veselo pričevanje evangelija. Moje ime je Peter Nastran, sem župnik župnije Koroška Bela v ljubljanski nadškofiji. Kot duhovnik sledim učiteljstvu cerkve in želim s tem čim več pomagati, da bi ljudje v pravem nauku spoznavali Božjo ljubezen. Temeljna naloga človeka na zemlji je, da spoznava in ljubi Boga in s tem se posvečuje za večnost. Kontinuiteta pomeni, da je učenje papežev vsebinsko nepretrgano. V tem je jasno izražena karizma papeške službe. Cerkev vodi Kristus kot glava in sveti duh. Zato nihče od papežev ne more izstopati z lastno osebnostjo in mišljenjem tako, da bi prekinil pot svojega predhodnika. Vsak papež povzema svojega predhodnika in tako varno vodi vesoljno cerkev naprej po neprekinjeni poti. Ta pot k Bogu in v cerkev je katehumenska pot. Katehumeni so pripravniki na prejem zakramentov uvajanja v krščanstvo. Prvi zakrament v tem redu je sveti krst, nato sveta birma in sveta evharistija. Prejem svetega obhajila pomeni občestvo in s tem popolno integracijo v cerkev. Katehumenat je duhovna priprava, ki vključuje pokoro, spreobrnenje in kateheze. Kateheze vodi posvečeni služabnik s spremstvom botra in drugih vernikov. Katehumenska pot je pravzaprav v vsakem primeru pot sprejemanja Božje usmiljene ljubezni, je pot sprejemanja osebnega odrešenja in je pot, na kateri človek prejme temeljno dobrino Božjega življenja v svoji duši. Vera, upanje, ljubezen so teološke kreposti, teologalne kreposti, Božje kreposti, so nadnaravne kreposti, so darovi in sadovi svetega duha. Vera, upanje, ljubezen pomeni, da človek sprejme Boga v svoje življenje in v svoje srce. Človek privoli veri in sprejme vero. S tem postane kristjan Božji otrok. Verujoči razpolaga z duhovno močjo. To je moč krščanske molitve. Zato mora sodelovati pri odrešitvenem delu cerkve. Predavanje predstavi središčno snov cerkvenih dokumentov, ki so jih izdali zadnji papeži. Potem to vsebino še enkrat povzamem z vidika zakramentov cerkve in človekove življenjske rasti. In drugič povzamem še z vidika osebnega pričevanja izkustva Božje ljubezni v cerkvi in občestva. Janez Pavel II. Je nastopil svoje papeževanje 16. oktobra leta 1978 in takoj na začetku papeževanja je 30. novembra leta 1980 izdal okrožnico o Božjem usmiljenju, Dives Misericordia. Papež Janez Pavel II. Je bil osebno nagovorjen po zasebnem razodetju poljske redovnice svete Faustine Kovalske, navdihnil se je ob njenem pričevanju in veliko molil tudi na njenem grobu in se je priporočal Božjemu usmiljenju. In Janez Pavel II.
se je zavedal, da je to nekaj temeljnega pri poslanstvu cerkve in pastorali, da prikaže osmiljeno podobo o Bogu. To je Bog, ki človeka sprejema tudi kot grešnika z vso odprtostjo in ljubeznijo. To je pravzaprav edina pot odrešenja. Za Janezom Pavlom II. Nastopi papež Benedikt XVI., njegov tesen sodelavec, in takoj na začetku svojega papeževanja izda okrožnico z naslovom Bog je ljubezen, Deus caritas est. Nadaljuje z drugo okrožnico z naslovom Rešeni v upanju, Spe salvi, in na to razglasi leto vere o 50-letnici drugega Vatikanskega koncila z naslovom Porta Fidei, vrata vere. Benedikt XVI. Tako prikaže človeka pred Bogom s tistimi prvimi krepostmi, ki človeku dajo moč, da živi z Bogom. Človek sprejme vero, upanje, ljubezen kot tisto temeljno povezanost, ki mu omogoča molitev, ki mu omogoča verovanja, odnos do Boga. Papež Frančišek, ki nastopi za Benediktom XVI., pa neposredno nadaljuje z to temeljno krepostjo vere in izda okrožnico z naslovom Luč vere, Lumen Fidei. Papež Frančišek tako neposredno nadaljuje nauk svojega predhodnika Benedikta XVI. In potem tudi se vrne k tistemu začetku Janeza Pavla II. In napove izredno sveto leto usmiljenja z naslovom Obličje usmiljenja, kot je naslov te bule napovedi izrednega svetega leta. Papež Frančišek tako nekako povzame delo svojih dveh predhodnikov in odpre vrata usmiljenja, ki so vrata Jezusa Kristusa in tudi vrata cerkve. Apostolska spodbuda veselje evangelija, Evangelii Gaudium, pa je tisti drugi korak od izkustva usmiljenja k pričevanju. Kongregacija za verski nauk pa je v zadnjem času izdala cerkveni dokument Cerkev se prenavlja, se pomlaja, ki pa hoče nekako še bolj poudariti to integracijo posameznika v občestvo cerkve in delovanje cerkve na način dejavne evangelizacije. Cerkveni dokumenti, ki sem jih naštel, v celoti nekako združujejo človeka, njegovo podobo pred Bogom in podobo usmiljenega Boga in človekovo delovanje v svetu. Človek se sreča z Bogom v ljubezni in tako se v tem srečanju hkrati tudi vključi v občestvo cerkve in goreče pričuje o Božji ljubezni, o Božjem odrešenju, tako znotraj cerkve kot izven nje v dejavnosti nove evangelizacije. Prav je, da še nakratko omenim vsebino teh cerkvenih dokumentov, ki sem jih naštel. Okrožnica o Božjem usmiljenju Dives Misericordia nekako povzema sveto pismo, svetopisemsko podobo o Bogu. Papež Janez Pavel II. Posebej osvetli Boga kot usmiljenega, ki se razodeva v Jezusu Kristusu. Kristus razodeva človeku očetovo usmiljenje, razodeva očetovo usmiljenje pred svetom, ki je v krizi. Zato mora cerkev sedaj pričevati o Božjem usmiljenju. Jezus je človekov odrešenik. Človek je pot cerkve. Poslanstvo cerkve je, da usmeri človeka v Jezusu Kristusu kot očetu. Okrožnica o Božjem usmiljenju je antropocentrična, kristocentrična,
teocentrična, prikaže človeka pred Bogom, kako človek odgovori Božjemu klicu in sprejme njegovo pot odrešenja. Razodetje usmiljenja je po učlovečenju Sina, za človečenjem Sina večnega Očeta v Jezusu iz Nazareta se razodene Božje usmiljenje do človeka in to je mesijansko oznanilo Jezusa iz Nazareta. Papež Janez Pavel II. Prikaže usmiljenje v stari zavezi in posebej to izpolni z razlago prilike o izgubljenem sinu. Posameznik je lahko izgubljeni sin, ki bo prejel od Boga vse usmiljenje in bo sprejet v cerkev. Druga okrožnica v tem seznamu, ki ga omenjam, je okrožnica Benedikta XVI. O Bogu, ki je ljubezen. Benedikt XVI. Je izdal to okrožnico na sam praznik Gospodovega rojstva, na Božič. Božič je dan razodetja Božje ljubezni. To je prva okrožnica kakega papeža, ki obravnava izključno temo ljubezni. Na vse mogoče vidike filozofske, antropološke, duhovne, etične, družbene in teološke pastoralne vidike ljubezni prikaže. Papež Benedikt XVI. Poudari, da so človekova najglobja pričakovanja to, da bi bil izpolnjen v ljubezni in mimo tega izkustva Božje ljubezni ne moremo pričakovati nekega odrešenja, tako ne posameznika kot družbe. V prvem delu predstavi sam pojem ljubezni. Papež Benedikt XVI. Razlaga, da so v antičnem času imeli za ljubezen več izrazov. Caritas pomeni dobroto, nekako odseva ljubezen Boga Očeta, darovanje, podarjanje, stvarjenje človeka, čudovito stvarstvo, ki nas obdaja. Agape je novozavezno razodetje ljubezni Sina, ki pomeni žrtvovanje, potrpljenje, požrtvovalnost. Agape ali agape izraža ljubezen Jezusa Kristusa, ki se je za človekovo odrešenje daroval na križu. Potem je eros kot tisto osnovne hrepenenje posameznika, da bi bil ljubljen. Eros je ljubezen, ki hoče ugoditi sebi. Posameznik želi biti ljubljen, želi biti srečen in Benedikt XVI. Poudari, da je človek, kristjan, poklican k posvečenju, poglabljanju svojega življenja vere na ta način, da očiščuje svoj eros. Njegova ljubezen naj bo požrtvovalna in svojo srečo naj najde v molitvi, v svojem odnosu z Bogom. Ob erosu, agape in caritasu omeni tudi ljubezen občestva. Poklicani smo, da se ljubimo kot bratje in sestre in živimo ljubezen, ki so jo v antiki imenovali z besedo filija, kar pomeni prijateljstvo v občestvu z Bogom. To izkustvo ljubezni, ki je izkustvo ljubljenosti od Boga, z ljubeznijo caritas, agape, eros, Svetega Duha, naj bi človek pristopal k bližnjemu z dejavno ljubeznijo in papež Benedikt XVI. Poudari, da naj ljubimo tako, da dejavno delujemo karitativno z ljubeznijo do ubogih. To je tista krepost verujočega, torej ljubezen do Boga in do bližnjega v veri. Druga okrožnica Benedikta XVI. Spet razodene tisto krepost, ki jo katehumen pridobiva, ko sprejme vero. Okrožnica z naslovom Rešeni v upanju, spe salvi.
V upanju smo bili rešeni. Odrešenje nam je bilo dano tako, da je bilo podarjeno upanje, zanesljivo upanje, s katerim moramo obvladovati svojo sedanjost. Sedanjost, tudi težavno sedanjost, je mogoče sprejeti in živeti, če vodi k nekemu cilju in če moramo biti tega cilja gotovi, če je ta cilj tako velik, da opravičuje napornost poti. Krščansko upanje je presežno, temelji na novozaveznem razodetju, na božjih obljubah. Papež Benedikt XVI osvetli podobo krščanskega upanja. Krščansko upanje je upanje v Boga, upanje na večno življenje po obljubah Jezusa Kristusa. Krščansko upanje je torej nadnaravno, presežno in je vredno vsake cene. Pravzaprav človek v moči krščanske molitve zre v onstranstvo in tako živi za Boga, za prihodnji vek, za obljubljeno nebeško srečo, nebeško blaženost. In to upanje izraža tudi veselje v pričevanju v svetu. Upanje je tako druga temeljna krepost vere verujočega katehumena, ki išče, spoznava in sprejema Boga in vstopa v občestvo verujočih. Krščansko upanje ni individualistično, ampak je tudi kolektivno upanje občestva verujočih, ki skupaj hrepeni in hodi po poti Jezusa Kristusa. Benedikt XVI zaključi ta svoj opus 3 okrožnic, 3 del o človekovih temeljnih krepostih v odnosu z Bogom. To so kreposti, ki jih daje Sveti Duh človeku, ki se približuje cerkvi, ki se odpira veri. Papež Benedikt XVI izda apostolsko pismo v obliki moto proprio, s katerim je razglašeno leto vere. Vrata vere, porta fidei. Vrata vere, ki vodijo v življenje občestva z Bogom in dovoljujejo vstop v njegovo cerkev, so nam vedno odprta. Papež Benedikt XVI prikaže krepost vere na način usmiljenja. Odprta vrata vere, odprta vrata usmiljenega očeta, odprta vrata cerkve. Človek lahko vstopi v cerkev in sprejme Božje usmiljenje. Ta prag je mogoče prestopiti, če je oznanjena Božja beseda in se srce pusti oblikovati preoblikujoči milosti. Iti skozi ta vrata pomeni ubrati pot, ki se nadaljuje vse življenje. Ta pot se začne s krstom. Izpovedovanje vere v Trojico Očeta in Sina in Svetega Duha ustreza verovanju v enega Boga, ki je ljubezen. Papež Benedikt XVI hoče spet obnoviti to misel, da je Bog ljubezen in da naj se z vsem srcem človek v tem vstopanju v občestvo odpre Božji ljubezni. Po drugi strani pa vabi verujočega, naj se ponovno zave te velike milosti, te velike sreče in obnovi svojo zavezo z Bogom, svoj odnos z Bogom in naj še bolj hvaležno živi svojo vero. To se pravi, da gre za tisto prvo pot katehumenata in tudi za obnovitev te poti v spreobrnenju. Za Benediktom XVI nastopi papež Frančišek, ki izda okrožnico z naslovom Luč vere. S tem izrazom je izročilo cerkve označilo veliki dar, ki nam ga je prinesel Jezus. Jaz sem prišel kot luč, da nihče, kdor veruje vame, ne ostane v temi. Vera v Jezusa Kristusa je resnična luč, ima edinstveno naravo, ki mora razsvetliti celotno človekovo bivanje. Papež Frančišek
nadaljuje vsebino Benedikta XVI. In vero prikaže še v drugi luči, da osvetljuje celotno človekovo življenje, prikaže pot Abrahama in v tem zgledu povabi človeka, naj zaupanjem hodi po tej poti, ki nam je bila zaupana, naj hodi po poti vere, ki pomeni tudi pot luči, pot odrešenja, naj svoje življenje povezujemo s Bogom in nas bo posvečevalo, napravljalo svete in to pot ima prihodnost večnega življenja, osebne in občestvene sreče. Naprej od te osnovne katehumenske poti, kot so jo prikazali v teh cerkvenih dokumentih, ko prikažejo Boga kot usmiljenega in tisto prvo dobrino, darove Svetega Duha, ki omogočajo vero, upanje in ljubezen, pa sta še dva dokumenta, ki nekako poudarita integracijo človeka v cerkev in njegovo zvesto delovanje po tem osnovnem poslanstvu, ki ga cerkev ima. Kongregacija za verski nauk je v zadnjem času izdala dokument z naslovom Cerkev se pomlaja. Na slovesni binkoštni praznik 15. maja 2016 Cerkev se pomlaja je pismo škofom katoliške cerkve o odnosu med hierarhičnimi in karizmatičnimi darovi v življenju in poslanstvu cerkve. Odnos med hierarhičnimi in karizmatičnimi darovi hoče predstaviti integracijo karizem v temeljno strukturo cerkve. Kongregacija za verski nauk vabi vse ljudi v cerkvi, ki razpolagajo z posameznimi karizmami, to je duhovnimi sposobnostmi, da lahko drugim posredujejo odrešenje z molitvijo za ozdravljenje, z pogumljanjem, s preroškim darom. Naj ti ljudje delujejo v teritorialni cerkvi, naj delujejo v krajevnih cerkvah, v škofijah, v župnijah, v medškofijskem delovanju in naj tako pomagajo k poslanstvu nove evangelizacije, da bi se cerkev prenovila, da bi zaživela z novo močjo. Treba je upoštevati temeljno cerkveno ureditev in pospeševati pristno uvrstitev karizmatičnih darov v življenje vesolne in delne cerkve.
Pri tem je treba zagotoviti, da karizmatičnih skupin ne bi pojmovali kot usporednega občestva v cerkvenem življenju, ki ni v urejenem odnosu do hierarhičnih milosti. Dokument hoče posebej upozoriti in poudariti, da naj se gibanja karizmatične skupine vključijo v življenje cerkve, v delovanje župnij, v pastoralno delo, naj to bo enota krajevne cerkve skupaj s pastirji pod vodstvom župnikov, naj delujejo tudi verniki, ki čutijo posebno gorečnost za pastoralno delovanje in tudi izražajo neke karizme, sposobnosti, da lahko to počnejo. Papež Frančišek je povabil k veselemu pričevanju evangelija z apostolsko spodbudo z naslovom Veselje evangelija. Veselje evangelija napolnjuje srce in celotno življenje ljudi, ki se srečajo z Jezusom. Ljudi, ki dovolijo, da jih odreši greha, žalosti, notranje praznine in osamljenosti. Papež Frančišek vabi v tej isti poti, naj človek vse svoje srce, vse svoje življenje zaupa Božjemu odrešenju, da bi se srečal s Kristusovo rešilno ljubeznijo in iz tega srečanja, resničnega srečanja z Bogom, z odrešenikom, postane pričevalec, vesel pričevalec te resnice, da se je Bog človečil, da človeka resnično odrešuje njegovih stisk, njegovih bolezni, njegove neodrešenosti in mu da vse veselje. Osebno srečanje z Jezusovo rešilno ljubeznijo. Prvi nagib za oznanjevanje evangelija je Jezusova ljubezen, ki smo jo prejeli. Izkušnja, da nas ljubi On, ki nas je odrešil, nas nagiba, da ga ljubimo vedno bolj. Vse Jezusovo življenje, njegov način srečevanja z ubogimi, njegova dejanja, njegova skladnost, njegova vsakodnevna in preprosta velikodušnost, vse je dragocena in nagovarja naše življenje. Posameznik je poklican, da nenehno obnavlja svojo vero, da se v svoji osebni molitvi srečuje z Kristusom, da občuti njegovo ljubezen, da prejema milosti odrešenja in tako bo lahko tudi pričeval, zavzeto pričeval svojemu bližnjemu in svetu. Sedaj sem na kratko povzel te dokumente, ki so skupaj kot neka resnično enota. Človek prvič vstopi v cerkev ali obnavlja zavezo z Bogom in potem tudi pričuje, je tesno vključen v občestvo cerkve, na dejaven način deluje navzven. Pot vere, ki jo povzemajo ti cerkveni dokumenti, ki sem jih naštel, pa tudi prikaže katekizemsko naštevanje sakramentov svete cerkve. Katekizem našteva 7 sakramentov, ki so v 3 skupinah. Sakramenti predstavljajo pot k Bogu. Sakramenti uvajanja, prvo pot. Sakramenti ozdravljanja pa vsakokratno vrnitev k Bogu kot usmiljenemu očetu. Po spovedi vedno pristopimo k svetemu obhajilu. Po vsakem kesanju redno prejemamo sveto obhajilo. Tako nenehoma obračamo svoj pogled k Kristusu, ki je obličje očetovega usmiljenja. Sakramenti predstavljajo prejemanje Božje usmiljene ljubezni od Boga ter podeljevanje Božje ljubezni bližnjemu. To podeljevanje izražata sakramenta služenja občestvu. To je rodovitnost, to je blagoslov, da človek sodeluje pri delu stvarjenja in odrešenja trojedinega Boga. Sakramenti uvajanja v krščanstvo so sveti krst kot prvi sakrament, sveta birma, sakrament svetega duha, krščanske zrelosti in tretji sakrament sveta evharistija. Po oznanjeni Božji besedi, po katehumenski pripravi,
posameznik prejme prvi sakrament svetega krsta, ki ga okrepi drugi sakrament darov svetega duha, svete birme. Sveta Evharistija pa pomeni popolno občestvo z Bogom v cerkvi, ko posameznik prisostvuje sveti Evharistiji. Tudi, če se posameznik kakorkoli oddali od Boga in občestva cerkve, je mogoča vrnitev po sakramentih ozdravljanja. Sveta pokora je sakrament Božjega usmiljenja, sodišče usmiljenja, ljubezni. Pri njej človek prejme odvezo od svojih grehov, sprejme občestvo cerkve in svetega duha. Božje življenje v njegovi duši, življenje vere, upanja, ljubezni se obnovi in življenje molitve se obnovi, zaveza z Bogom se obnovi. Sveto bolniško maziljenje je drugi sakrament ozdravljanja, ki pomeni še tesnejše občestvo s Kristusom v svetem duhu, z očetom, pomeni tudi prošnja za telesno in druga ozdravljanja. V teh dveh sakramentih ozdravljanja, po sveti spovedi in tudi lahko bolniškem maziljenju, pa vedno posameznik prejme spet sveto obhajilo in tako se nenehno obnavlja ta prva pot uvajanja v krščanstvo, to je pa pot vračanja v krščanstvo. Sakramenta služenja občestvu pa sta sakramenta, ki spadata v tretjo skupino, svetomašniško posvečenje in sveti zakon. Tisti, ki je prejel življenje, ki se je rodil, življenje nam je podarjeno, tudi sam stremi k temu, da bi podarjal življenje, zato lahko sklene svetozakonsko zvezo, ustvari družino in tako se deluje pri stvarjenju skupaj z Bogom, stvarnikom. Svetomašniško posvečenje pa predstavlja duhovno rodovitnost za zveličanje ljudi, da bi spoznali in ljubili Boga. To je pa poslanstvo molitve, požrtvovalnosti, posvečevanja Bogu in ljudem, da bi se Božja cerkev širila v srcih ljudi, da bi spoznavali Boga, da bi prejemali sakramente uvajanja in postali Božji otroci. Tako tudi ta red naštevanja sedmerih sakramentov cerkve prikaže to isto pot, kot jo prikažejo cerkveni dokumenti zadnjih papežev. Kot sem že omenil, veselje evangelija je srečanje s Kristusovo rešilno ljubeznijo, nekaj temeljnega pri oznanjevanju. Poklicani smo seveda, da prejmemo usmiljenje v svojem osebnem življenju. To vsebino, ki sem jo sedaj predstavil kot povzetek cerkvenih dokumentov in sakramentalno pot človeka v življenju vere v cerkvi, bi se rad povzel še v luči svojega osebnega pričevanja. Ko sem prejel Božje usmiljenje in postal Kristusov pričevalec v katoliški cerkvi, papež Frančišek nas je torej v tem poslanju veselje evangelija poklical, da bi se srečali s Kristusovo rešilno ljubeznijo. In to je tudi moja osebna izkušnja. Po sakramentih uvajanja v krščanstvo sem se v času srednje šole za nekaj časa oddaljil od občestva cerkve in vendar sem se po Božji previdnosti srečal z Jezusom Kristusom in zahrepenel po Božji ljubezni in odrešenju. In prav na tem kraju, v tem župnišču Ljubljanske stolnice, sem pred 16 leti opravil prelomno sveto spoved, prejel milost odpuščanja grehov, osvoboditev
in vse tiste kreposti, ki so mi omogočile, da sem po tem srečanju s Kristusovo rešilno ljubeznijo postal bogoslovec in nato duhovnik. In v tej poklicanosti znotraj občestva cerkve želim dejavno delovati za oznanjevanje, da bi tudi drugi spoznali to Božjo ljubezen. Sprejel sem usmiljenje v poklicanosti, to je tema učenja papeža Frančiška, celo naslov njegovega škofovskega in papeškega gesla. Z usmiljenjem in izvolitvijo Gospod Jezus Kristus, Jezus iz Nazareta, se je z usmiljenjem ozrl na mitničarja, cestninarja Mateja in ga izvolil. Poklical ga je z besedami: hodi za menoj. Farizeji, sodobniki judovske vere, so mu učitali, da je cestninarji in grešniki. Gospod Jezus, ki je to slišal, je pa rekel: ne potrebujejo zdravnika zdravi, ampak bolni. Pojdite in se poučite, kaj pomenijo besede usmiljenja hočem. Nisem namreč prišel klicati pravičnih, ampak grešnike. Poslanstvo Jezusa Kristusa in njegovega duhovnika je, da se sklanja k ubogim, da išče uboge, da jim poda roko in jim pokaže pot, da sprejmejo Božje usmiljenje, Božje odrešenje in začnejo živeti novo življenje odrešenega človeka in v veselju pričujejo za evangelij in odrešenje, ki prihaja od Boga. Torej, sta tukaj dve smeri: prejemanje usmiljenja v poklicanosti in potem izkazovanje usmiljenja. Delujem znotraj katoliške karizmatične prenove in molim 4 osnovne molitve. Molitev za osvoboditev, molitev za notranje ozdravljenje, molitev za telesno ozdravljenje ter molitev za izlitje Svetega Duha. Te 4 molitve se izvajajo vzporedno in skupaj z sakramenti ozdravljanja, svete spovedi in svetega bolniškega maziljenja. Molitev za osvoboditev pomeni prošnjo za osvoboditev od grešnih nagnjenj, od vsakršne povezave z zlom, pomeni prekinitev z grešnim življenjem. Druga molitev za notranje ozdravljenje pomeni duševno, čustveno ozdravljenje, ozdravljenje srca od notranje ranjenosti zaradi življenjskih stisk in preizkušenj. To se tudi povezuje s telesnim zdravjem in z svetostjo oziroma moralnim življenjem. Človek potrebuje osvoboditev od notranjih ran, depresij, strahov in drugih duševnih bolezni, da lahko živi kot srečen človek in podarja svoje življenje. Tretja molitev je za telesno ozdravljenje. Če hočemo izpolniti nalogo služenja občestvu, potrebujemo velikokrat tudi telesno zdravje za oznanjevanje evangelija, kot tudi za sklenitev zakonske zveze, molitev za rodovitnost, molitev za telesno zdravje, da človek lahko dela in si služi svoj kruh, sprejme službo. Torej, te 4 molitve se izvajajo vzporedno z podeljevanjem zakramentov ozdravljanja in tudi obhajanjem svete Evharistije. Kongregacija za nauk vere je izdala navodilo o molitvi za notranje oziroma za vsakršno ozdravljenje. Kongregacija poudari, da naj ta molitev za ozdravljenje temelji na pravi veri, to je osebni veri v Boga. Evharistije in zakramentov ne smemo pojmovati kot zdravilo
ampak je to osebni odnos z Bogom in v tem osebnem odnosu z osebnim Bogom smo odrešeni. Evharistija ni zdravilo, ampak je sam Gospod, ki je naš odrešenik, in ko smo v odnosu z njim, smo odrešeni. Tako sveta maša ni neko sredstvo za ozdravljenje, ampak je srečanje z osebnim Bogom v ljubezni. To je eno opozorilo tega dokumenta. Drugo opozorilo je, da naj ta molitev se izvaja v skladu s liturgičnimi predpisi, da naj upoštevamo liturgijo, liturgična pravila. Torej, Kongregacija za nauk vere ne prepoveduje molitve za ozdravljenje, ne prepoveduje karizmatičnih molitev, ne prepoveduje, da se mašuje za ozdravljenja in osvoboditev, za ozdravljenje družinskega debla, naprimer za pokoj rajnih in tudi za odrešenje živih. Kongregacija samo usmeri k temeljnemu cilju, ki je cilj čiste vere, v tem smo pravzaprav odrešeni. Obhajanje sakramentov naj bi bilo zavzeto, polno in dejavno. In to je udejanjanje drugega Vatikanskega koncila, sklepov koncila. Konstitucija o svetem bogoslužju poudarja, naj bo vernik prisoten pri bogoslužju zavestno, dejavno in plodovito. Torej, pomenijo te molitve nič drugega kot poglobljena zavest o sebi pred Bogom, pomenijo poglobitev vere in zavedanje sebe in svoje neodrešenosti pred Bogom in natančnejše in bolj zavestno izročitev te neodrešenosti Gospodu. Tako katoliška karizmatična prenova neposredno uresničuje to, kar zahteva koncil. Naj bogoslužje obhajamo zavestno, dejavno in plodovito, da bi imelo moč, da bi učinkovalo na naše življenje. Naš ljubljanski nadškof, monsignor Stanislav Zore, je ob nastopu svoje službe nam duhovnikom poudaril prav to, naj se zavedamo moči, ki jo ima naša liturgija, ki jo ima naše bogoslužje, sveta maša, ki jo obhajamo. To je naša moč, to je moč duhovnikov, to je moč cerkve, da prav obhajamo svete sakramente, da prav molimo, da prav obhajamo sveto Evharistijo. In s to močjo bomo preoblikovani mi in bomo preoblikovali tudi župnije oziroma občestva, vernike, katerim služimo. Bogu sem hvaležen za vse milosti, ki mi jih je podelil znotraj katoliške cerkve in katoliške karizmatične prenove. Tolikokrat sem občutil prijetno vzdušje, ljubeče občestvo na vseh molitvenih srečanjih katoliške karizmatične prenove. V zadnjih letih sem živel na samotni župniji v ljubljanski nadškofiji, zelo malo vernikov v samotnem župnišču, ampak nisem se predal malodušju. Gospod mi je podal roko svoje rešitve in razsvetljenje, tako da sem pripravil razna molitvena, karizmatična srečanja, srečanja za izlitje Svetega Duha, za ozdravljenje. Povabil sem vernike, da lahko pri meni opravijo tudi življenjsko spoved, da bom molil za njihovo zdravje in osvoboditev. In v tem času, ko sem molil za posameznike, je več ljudi ozdravilo od duševnih bolezni, od alergij in drugih bolezni in prejeli so resnično tolažbo in veselje. Z veliko hvaležnostjo so iz vseh okoliških župnij prihajali k meni in z vse Slovenije. Nisem bil sam, ljudje pa so prejemali velik blagoslov. Dragi bratje in sestre, počutim se kot preprost, navaden človek,
ki se je srečal s Kristusovo rešilno ljubeznijo, in hvaležen sem Bogu, da mi je dal okusiti to ljubezen in rad bi jo posredoval čim večjim ljudem. In to je tudi moja sreča, moje življenje, to je tudi moja povezanost z ljudmi, ki se z njimi srečam, da nisem sam in da smo skupaj bratje in sestre in vsi doživljamo Božjo ljubezen in mnogi po teh molitvah resnično začnejo živeti na novo, osvobojeni grešnih nagnjenj, zvesti cerkvi, svoji župniji, delujejo, sklenejo zakonsko zvezo ali postanejo dejavni sodelavci v rasti cerkve, v življenju vere. Hvala vam za vašo prizornost in Bog vas blagoslovi.